Glavni pokrovitelj oddaje je Grave zavarovalnica. Dober dan in prijazen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes jo začenjamo s festivalom celostnega zdravja DAO-ja, ki smo ga pred kratkim obiskali v Cankarjevem domu. Seveda smo se najprej malce sprehodili med zanimivimi ponudniki, potem pa ustavili na najlepše urejenem razstavnem prostoru podjetja Prema, kjer sta za gledalce naše oddaje spregovorila Ana Mikuš in dr. Peter Papuga. Prepričana sem, da bo mnogim njun izjemno zanimiv pogovor prekratek, ampak naj vam povem, da za mesec maj pripravljamo daljši prispevek, v katerem nam bo dr. Peter Papuga povedal še veliko zanimivega. Dr. Papuga, kako to, da ste se odločili, da po končanem študiju na medicinski fakulteti nadaljujete šolanje na fakulteti za tradicionalno kitajsko medicino? Jaz sem nekako bil naveličan teh številnih diagnoz neznanega vzroka, moram priznati, ker jaz nekako sem na stališču, da vsaka stvar na tem svetu ima svoj vzrok in pravzaprav sem šel iskat druge vzroke. Eden izmed zelo pogostih vzrokov bolezni oziroma simptomov je zagotovo tudi črevo. Kako ga vi v sklopu vaše holistične ordinacije tretirate? Pa jaz načelno vse, kar tretiram iz najmanj 3 zornih kotov. Eno so pač vsakdanje navade, kar zadeva gibanje in hranjenje, potem so pač metode samomasaže in seveda nekateri vadbeni vzorci glede na vrsto prizadetosti oziroma na vzročne pač mehanizme. Kako izgleda postopek zdravljenja pri vas? Pa to je pravzaprav hibrid, ki nekoliko niha glede na vrsto problemov, ampak jaz načelno ne ignoriram nobene podatke, ki se nanašajo na zdravje in na počutje. Pač del neke moje anamneze ali pa neke zgodbe bolezni zagotovo povezujem z znanjem, ki ga imam iz zahodnega medicinskega področja in seveda, da so mi z tega vidika tudi izvidi zelo dobrodošli in v pomoč. Kar zadeva te funkcijske postopke diagnosticiranja, jaz se pač po večini poslužujem kitajskih algoritmov oziroma njihove razlage odklonov od dobrega počutja in delovanja telesa. Ste eden od ustanoviteljev festivala DAO-ja? Pa jaz bolj na strokovni ravni, ja, drugače so Cankarjevi organizatorji, ja. Strokovni. Namen festivala je zagotovo tudi osveščanje in širjenje vedenja in znanja. Jaz bi rekel, da je to pravzaprav osrednji vzvod, da če tega ne bi bilo, verjetno tudi festivala ne bi bilo. Ali kdaj priporočate tudi dopolnila? Jaz vedno za vse odločitve glede terapije priporočam dejansko vzročnost kot prvo vodilo. In ko gre za pomanjkanje vitalnih snovi v telesu ali pa česarkoli, za te, ki se jih da lahko preveriti, torej z laboratorijskimi preiskavami, to tudi počnem. Če pa to ne gre, potem pa se poslužujem te logike, ki mi rečemo zdravljenje ex juvantibus, to se pravi, da če predvidevamo, da telesu nekaj manjka, mu to dodamo in čakamo, da se izboljša. Kako pomembna je prehrana?
Pa prehrana ni enako pomembna za vse bolezni. Jaz bi rekel, da prehrana zagotovo je temelj našega zdravja in dobrega počutja. Ampak ko s prehrano govorimo v smeri zdravljenja, za presnovne bolezni je zagotovo to metoda izbire. Za kakšne druge okvare pa je to mogoče samo neko dopolnilo, nek spremljajoči dejavnik. Pa lahko takole že na pogled in na hitro, zaradi vedenja in znanja z področja kitajske medicine, diagnosticirate ljudi? Mislim, inšpekcija ali pa opazovanje je 1/4 diagnostičnih prijemov v kitajski medicini. Jaz zagotovo to uporabljam, vendar težko bi dal roko v ogenj za tako diagnozo. Kako pomembno je gibanje za delovanje naših prebavil? Pa jaz iz naslova gibanja vidim odgovor za polovico bolezni nove dobe. S tem, da seveda vrsto in količino gibanja je treba starosti in zmogljivostim prilagajati. Z gibanjem se dejansko v telesu generira ogromno hormonov in encimov, ki prispevajo neki, jaz bi rekel, dokončni rabi hranil. In tudi če nekaj pogrešamo, ni rečeno, da ni v telesu, ampak je zaradi pomankanja gibanja slabo porazdeljeno. In tu je sigurno velika rezerva, ampak je pa dobro, da se vsaj v izhodišču nekak človek seznani, kateri deli potrebujejo recimo več gibanja, več dela in korekture. In čisto za konec še, kako priti do vas? To zdaj ni neka mistična pot, to se pač gre na mojo spletno stran, 3x2papuga.si in potem pač pokličete ali pa napišete mail. V glavnem, najbolj primerno je poslati neke temeljne podatke in potek dogajanja, mislim, zdravstvenih težav ali pa bolezni in potem mi nekako olajšati v bistvu izbiro glede urgence pa glede načinov, ker včasih je zadosti samo dati kakšen nasvet in se na ta način vzdrževati.